večino časa, posebno v zadnjih 2 letih, porabimo predvsem za administrativno delo. To se je praktično že 1/3 do 1/2 našega delovnega časa. Tako da, kar pričakujem v začetni fazi, je predvsem zmanjšanje administrativnega dela in povečanje časa, ki bo namenjen za strokovno obravnavo naših pacientov. Pričakujem, da bojo sprejeti novi standardi in normativi, to je 1895 količnikov iz glavarine, da bomo pridobili naše mlajše, da bomo pridobili nove kadre in da bojo temu sledila tudi sredstva. Dejstvo je, da je družinska medicina s takim trendom, kot je sedaj, praktično v prihodnosti pomeni, da jo ne bo, da bo razpadla v 10-15 letih. Generacija se stara, tudi zdravnikov, in ko bojo ti zdravniki odšli v pokoj, če ne bomo imeli podmladka, v tem primeru v družinski medicini praktično ne bo nikogar več. To pomeni, če mi danes ne naredimo baze za mlade in da ne naredimo poklic družinske medicine zanimiv tudi za mlajše generacije, potem bo žal se zgodilo to, da bo propadla. Zavedati se pa je treba, da je primarni nivo temelj piramide in da primarni nivo lahko za malo denarja zelo veliko naredi in nudi zelo kvalitetno oskrbo. To so pokazale tudi številne študije. To pomeni, da če bi bilo državi mar, potem bi znala okrepiti bazo. To pa žal dolga leta ni naredila in mislim, da je zdaj skrajni čas, da to naredijo. Praktično voda že teče v grlu, požar je že in upam, da ga bodo znali pravi čas še pogasiti, dokler časa vse skupaj ne propade.